Dan številka 3 v Beleku je prinesel prvo tekmo. Po 4 zaporednih treningih so igralci dočakali trenutek tekmovalnosti, ki vedno poskrbi za povečan utrip, čeprav je v tem delu priprav še vedno najpomembnejše nabiranje moči. Treniralo se je tudi dopoldne in popoldanski dvoboj z avstrijskim prvakom ni spreminjal predvidenih načrtov. Darko Milanič je preizkušnjo proti Šturmu izkoristil za preverjanje trenutnih zmogljivosti. Priložnost je namenil 22 igralcem, vsak je odigral po 45 minut, preostala vratarja in 4 najmlajši člani odprave pa so predtem opravili še en trening. Za nami je zanimiva tekma, mislim, da tudi kvalitetna, v kateri smo uspeli državnega prvaka Avstrije premagati, mislim, da popolnoma zasluženo. Predvsem v drugem delu prvega polčasa smo igrali izredno dobro, ko je bil nasprotnik nadigran. Čeprav smo na začetku tekme imeli nekaj težav, zaradi tega, ker je jasno bila to naša prva tekma, vendar so se fantje zelo hitro zbrali oziroma prečitali način igre nasprotnika in zatem je bilo veliko manj problemov. Začelo se je z obetavno situacijo za Šturm, ko je Wolf prišel neoviran do soočenja z vratarjem Handanovićem, toda mimo Jasmina mu ni uspelo spraviti žoge v mrežo. Vmes so na osrednjem igrišču hotelskega nogometnega centra Susezi ugasnili žarometi, 10-minutna prekinitev pa ni poskrbela za zmanjšanje vneme v sicer vetrovnem poznem popoldnevu. V nadaljevanju se je mreža zatresla kar 5-krat. Da so fantje v vijoličastem povsem zbrani, se je izkazalo po nenavadnem dogodku v 24 minuti. Po predložku v kazenski prostor je žoga zadela Potokarja v roko in sodnik je pokazal na belo točko. To še ni bilo nič takšnega, vlogo izvajalca je prevzel Haas, nameril v desni kot, vendar je Handanović z izjemnim posredovanjem ubranil njegov udarec. Na začudenje vseh pa se je oglasil sodnik in označil, da je treba udarec ponoviti. Protesti niso zalegli, Haas in Handanović sta se še enkrat znašla iz oči v oči. Tokrat je bil nekdanji avstrijski reprezentant uspešnejši. Čeprav je mariborski vratar znova predvidel njegovo namero, se dotaknil žoge, a se je nekako le skotalila v mrežo. Ja, že v prvem delu akcije, ko je igralec dobival žogo v globino, je povedal sam, da je bil 2 metra v prepovedanem položaju. Potem je podal predložek, mene je zadela žoga v roko in penal je bil upravičeno. Ampak ne vem, kaj je sodnik razmišljal, ko je prvi strel Handanoviću dal, ne vem, kaj je razmišljal, da je ponavljal strel, to še nisem videl, nekaj nisem želel. Po vodstvu Šturma so sledili trenutki v znamenju slovenskega prvaka. Najprej potrjeni z izenačenjem. Kot je izvajal Mezga, Potokar kot najvišji v skoku z glavo dobro zadel žogo, ki se je v posredovanju vratarja Čavline odbila v vratnico, a prešla golovo črto. Do odmora je bilo dovolj časa za preobrat. Po spretnem preigravanju tovariša je prišel do zaključka Mezga, a v prvem poskusu ni uspel premagati vratarja Šturma. Že v naslednjem pa mu tekmec ni mogel preprečiti veselja. Mezga je z prostega strela natančno poslal žogo čez obrambni zid. Še ena lepa poteza takoj v začetku drugega polčasa, po akciji mladostniške naveze Trajkovski ploj. Prvi je bliskovito všel tekmecem po levi strani in imenitno podal pred gol, kjer je ploj z glavo s pravim golgetarskim občutkom spretno usmeril žogo v mrežo. Dejan je lepo prodrl po levi strani, dobro centriral, jaz sem bil na pravem mestu in zadal z glavo.
Nogometaši Šturma, ki bodo že čez 10 dni začeli s prvenstvom, so skušali izkoristiti prednost v pripravljenosti, uspeli pa so le še znižati rezultat. Zadeli so iz prekinitve, po kotu je bil z glavo natančen Dudič. Poskusi v končnici se jim niso išli, tudi po zaslugi Mateja Radana, ki je po najnevarnejši akciji ustavil Kajnca. Na drugi strani se je v končnici znašel v obetavni situaciji Velikonja, po soočenju z vratarjem pa je ostalo pri zmagi Maribora s 3-2 in spodbudni popotnici za naslednje delovne dni ob obali Sredozemskega morja.